V vseh teh letih smo v naših adrenalin kikih doživeli že marsikaj. Ampak česa takšnega pa še ne. Zato se bom naslednjič, ko se odpravim na takšno turo po Pohorju, rajši odločila za boljše prevozno sredstvo. A vrnimo se najprej nekaj ur nazaj na začetek našega adrenalin kika, ko smo bili vsi še čili, spočiti in polni energije. Podali se bomo po pohorski kolesarski transverzali, vse do Šumika, se tam podali peš na ogled velikega šuma, slapa, zatem se bomo ustavili v koči na Šumiku in se potem spustili z kolesi do Ruš, se podali z kajaki na reko Dravo in zaveslali in doživeli Dravo malo drugače. Kaj pričakuješ od današnjega adrenalin kika? V bistvu nek dan, ki ga bomo preživeli skupaj v nekem gibanju, lepo vreme je. En krog okrog čez Pohorje. Pa boste zdržali? Vsekakor. Kar velik del adrenalin kika je že za nami, kaj vse smo prestali? Mi smo danes doživeli vožnjo skozi mesto Maribor, pa vzpon z spenjačo našo moderno na Belvij, od tam smo se pa podali potem po grebenski poti, to domačini poznamo, to je po najvišjih točkah pač Pohorja speljano v smeri Areha, naredili nekaj malo bolj močnih vzponov, potem smo šli seveda na obisk tudi na stolp razgledni, si ogledali panoramo Dravsko-Ptujskega polja, panoramo mesta Maribor in pa celotnih okoliških hribov. Naredili smo nekaj kilometrov potem spusta proti Šumiku, od tam smo krenili z skupino peš na ogled slapu, si povedali kaj o pragozdu in prispeli zdaj na to točko, ki se imenuje Koča na Šumiku. Dober tek, vidim, da se krepčate. Je bilo to zasluženo po današnjem sponu? Absolutno. Zelo zasluženo. Je bilo huje, kot ste pričakovali? Ne, to ne. Zelo prijetna zadeva. Kateri del vam je najbolj ugajal? Kolesarski, tisto, kar vam ni. Bilo je odlično, lepa cesta, lepe proge, odlično vreme, dobra družba, super. Zdaj smo prišli tule v Oničev zaliv ob Dravi, od tukaj se bo začel naš spust s kajaki. Imamo danes samo dva pravila, taka resna pravila. Prvo je to, da imate cel čas plovbe jopič, drugo pravilo je pa, da se imate fajn. Ni potrebno popolnoma nobenega predhodnega znanja za veslanje, bomo rekel, po Dravi, sploh pa kadar gre za ture, ki so v spremstvu vodiča. Torej je Drava tako za začetnike? Drava je za začetnike, za ljubitelje, za uživače in tako dalje. Ni pa nekih, bom rekel, adrenalinskih poskokov, pač Drava. Tako še zadnji vtisi po adrenalin kiku, kako je bilo? Zelo fajn je bilo, tako da priporočam vsem, da sprobajo to, kar smo mi danes sprobali, pa sploh, če imajo takle fajno vreme. Kolesaril sem že, ampak Drava mi je res dober vtis, pa dober pogled, drug pogled na okolico Maribora. Nazadnje sem veslal pred 15 leti, na morju smo veslali s takimi, ampak zdaj pa že en čas ne. Tehnika pa je bila v redu? Vsekakor. Prva je tehnika, potem dolžino. Ni važno, kako veslaš paket, ampak v bistvu je, da si zadovoljen s tem, kar delaš. In vi ste? Na vsak način.
Naša edina dama, kako je bilo v družbi 4 pogumnih moških? V bistvu preživela sem, tako da izkušnjo pač priporočam tudi ostalim, tako da ful dobro izkoriščen dan. Tako, Pohorje smo prekolesarili, Dravo smo preveslali in sedaj smo pripravljeni na naš naslednji adrenalin kick, ko nas čaka nekaj precej bolj zahtevnejšega in tudi zelo velikega.